poslanstvo navlišovanja, ki izvijo na spodbojnost. Malo jaz časem klic narediti še. Sporočim. Vsi morajo započkati. Ne, tisti, ker mora biti na skrinu, mora biti, ne, to je laže, ker smo nekaj držati. Zdravo, sem Nina Medved, sem pesnica, performerka ali pa slamerka, odvisno kateri izraz vam je najbolj všeč. Kot pesnica se namreč ukvarjam tako z zapisovanjem poezije in ustvarjanjem lastnih pesniških besedil, kot z ustvarjanjem pesniških nastopov. In iz tega interesa, strasti, mi je tudi pritegnjena slam poezija kot polje pesniškega ustvarjanja, ki zaživi šele v živo, pred publiko in ki mi je všeč ravno zato, ker mi omogoča neposreden stik z ljudmi, katerim predajam svojo poezijo. Moje ime je Klavdija Wolf. Ljudje me radi predstavljajo kot osebo, ki veliko govori. Zato sem v svojem prostem času začela pisanje pesmi kot svojo strast povezovati z govorjenjem, kar pomeni, da sem zelo vesela, ko sem preko socialnih omrežij zasledila ene nove dogodke v Mariboru pod imenom Ožuljen jezik in na ta način prišla v stik z slam zverinami. Jaz sem Matic Ačko. Poezijo pišem nekje od konca osnovne šole, tako po valovih. Ljubitelj sem različnih alternativnih in tudi včasih mainstream kulturnih dogodkov in sem bil isto zelo vesel, ko se je v Mariboru zgodil prvi pesniški slam in nisem točno vedel, kako to izgleda in sem šel za to gledat in mi je bilo zelo všeč. Potem sem kar nekaj časa tako obiskoval, takrat, ko sem pač lahko časovno. Potem pa po drugem državnem prvenstvu v slamu, kamor sem se uvrstil, sem pa se tudi pridružil slam zverinom in zdaj sem se tudi član uradnega pesniškega društva Slam zverine. To je pesniško gibanje, ki se je začelo leta 1983-84 v Ameriki, v Chicagu, kjer ga je v bistvu performativni pesnik Mark Kelly Smith oblikoval kot odgovor na pesniške dogodke in pa ustvarjanje pesnikov tiste generacije, tistega časa. Namreč zdelo se mu je, da kadar pesnik stopi pred publiko, mora upoštevati to dejstvo in se ne obnašati, kot da je poezija vse, kar je na papirju in dodati neko osebno noto ali pa vsaj spoštovanje do publike, ki sedi pred pesnikom. Tako da po eni strani je slam poezija gibanje, slam poezija je poseben format kulturnega pesniškega dogodka, na katerem se izvede slam pesniški nastop. Ožuljen jezik je v bistvu mesečni dogodek, ki ga Slam zverina v sodelovanju z MKC Maribor, MKC Črko priredimo vsak drugi torek v mesecu in sicer v klubu Vetrinski znotraj Vetrinskega dvora. Poteka v večernih urah, ponovadi ob 19. Se odvija v obliki tekmovanja, kar pomeni, da nastopajoči nastopijo v 3 krogih, posebna žirija pa izbira najboljše, tako da na koncu finala ostaneta 2 in aplavz publike določi zmagovalca. Zdaj, na ožuljen jezik hodijo obiskovalci vseh starosti, od rosnomladih do, naprimer, imeli smo tekmovalko staro zavidljivih 85 let. Nekateri hodijo nastopati, imamo tudi veliko ljubiteljev poezije, ki zgolj radi sedijo med občinstvom. Ko smo se januarja 2016 srečali s Petro Kolmenčič, kulturno producentko MKC Maribor, mi je Petra zaupala, da že nekaj časa poskušajo razviti pesniško tekmovanje oziroma slam pesniško tekmovanje,
Tisti mesec pa sva začudeno ugotovili tudi, da so se slam dogodki v Sloveniji že znova začeli. Zakaj znova? Zaradi tega, ker ima slam v Sloveniji sicer dolgo tradicijo, približno 15 let, ampak je vmes za kratko obdobje v bistvu poniknil in potem znova prišel na plano. In smo naredili delavnico nastopanja s poezijo, na kateri smo se zbrali entuzijasti iz vse Slovenije. In to je bila tista vžigalna točka, od katere smo aktivni še naprej, še do danes v bistvu. Zelo je odvisno od publike, pa zelo je odvisno tudi od kraja, v bistvu, kjer nastopamo, se nekako izkazalo. Tako kot je slam v bistvu v vsakem kraju v Sloveniji malo drugačen. Tako je tudi publika v vsakem kraju malo drugačna in jih neke druge stvari presenetijo ali pa navdušijo ali pa nasmejijo. Recimo v Mariboru še niso navajeni tega, da nekdo res poezijo citira v nekem javnem prostoru. Se pa najde pač nek procent ljudi, ki pa vidiš, da jim je to toliko interesantno, me toliko zanima, da imaš eno občutek, da si nekaj s tem naredil. Slam zverine seveda imamo mogoče širšo vizijo ali pa cilj kot sam mesečne dogodke organizirati v Mariboru, ki so podjetji bi rekli, da je to core tega, kar mi delamo, ampak to ni samo sebi namen, mislim, ni to edini končni cilj. Sploh odkar smo uradno pesniško društvo in naše poslanstvo je nasplošno širiti poezijo med ljudi, da lahko koliko splošno pač si to razlagamo. Hkrati hočemo ljudem, ki ustvarjajo, pa ki bi si želeli nastopati, tako da smo vsi mi na začetku, ki smo se temu pridružili, dati neko priložnost ali pa neko platformo, da dejansko vejo, da se nekaj takega dogaja, kamor oni lahko priden svojo poezijo delijo, če si to želijo. Slam zverine vas navdušeno vabimo, da pridete vsak drugi torek v mesecu v klub Vetrinski. To je znotraj Vetrinskega dvora v Mariboru, kjer na mesečni ravni izvajamo življenje jezik. Lahko pridete kot tekmovalci, ne grizemo včasih, ali pa se nam pridružite zgolj v občinstvu. V vsakem primeru bo manj. Tudi na kakih drugih festivalih sodelujemo, to boste pa seveda najboljše videli, če nas spremljate na Facebooku, tam sproti v bistvu vse dogodke in sodelovanja objavljamo, tako da dajte nas všečkat in pogledate, kaj se kaj dogaja in se nam pridružite spet kot gledalec ali pa kot nastopajoči. In predvsem berite, uživajte, poslušajte in gledajte poezijo, slam poezijo, pisano poezijo, nastopano poezijo, peto poezijo, vizualno poezijo, konkretno poezijo, sam daje in ne pozabite, da ful je bilo fajn, dokler so še pesniki z vami, ko pa ostanejo samo v knjigah, pa je to to.